Spoštovane dame, dragi gospodje, nagrajenec v kategoriji Ustvarjalno je podjetje TKK d.o.o. Iskrene čestitke. Podjetje TKK d.o.o. ima več kot 70-letno zgodovino in se je od preprostega kopanja krede na osnovi lastnega znanja postopoma razvilo v enega vodilnih proizvajalcev gradbenih materialov v svojem segmentu v Evropi, v segmentu poliuretanske montažne pene pa tudi globalno. Potencial podjetja je prepoznal tudi tuji investitor belgijski Soudal, v čigar 100-odstotni lasti je od leta 2013. Podjetje je v letu 2019 doseglo 65,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 2% več kot leto prej. Čisti poslovni izid je znašal 6,6 milijona evrov. Podjetje je imelo v preteklem letu 233 zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega pa je znašala skoraj 70 tisoč evrov. 60% prihodkov ustvarijo s prodajo na območju Evropske unije, v preostali Evropi več kot petino prodaje, v Južni Ameriki pa 10%. Podjetje se je ustvarjalno preobrazilo v sodobno podjetje, ki kljub temu, da deluje na zrelem trgu gradbene kemije, v zadnjih letih zelo raste, kar mu uspeva zaradi inovativnosti, vlaganj v razvoj ter širitev zmogljivosti in tržne mreže. S pomočjo močnega razvojnega oddelka in sodelovanja s Kemijskim inštitutom na trg pošiljajo posodobljene nove izdelke, veliko pa vlagajo tudi v izboljšanje okoljskih parametrov. Zaradi vsega naštetega komisija v kategoriji Ustvarjalno nagrajuje podjetje TKK d.o.o. Čestitke podjetju TKK in hvala, ker vam je mar. Za okolje, za ljudi. Prav te mehke plati poslovanja je komisija FDI Award Slovenija zelo skrbno proučila in se je pri končnem izboru nagrajencev odločila na podlagi poslovnih rezultatov 2019 in tudi mehkih dejavnikov oziroma informacij. Direktorja podjetja TKK Uroša Lozarja vabim, da prevzame nagrado in se mi potem tudi pridruži na klepetu. Najprej bi se rad zahvalil javni agenciji Spirit, ki je v nas prepoznala dovolj kreativnosti, da smo si prislužili to nagrado. V naslednjem koraku bi se rad zahvalil tudi našim belgijskim lastnikom, ki že 7 let vlagajo v nas, tako zaposlene kot tudi v našo opremo in nepremičnine. Ne morem mimo zahvale svojim sodelavcem, ki so del tega uspeha, ki so prispevali velik delež k temu, da sem danes tukaj, da imam ta privilegij dobiti to nagrado. In pa ne nazadnje tudi bi se rad zahvalil predstavnikom lokalnega okolja, ki nas v naših ambicijah vedno znova in znova podpirajo. Hvala lepa. Gospod Uroš Lozar, najprej dobrodošli med nami in seveda čestitke osebno vam in pa vaši ekipi v vašem podjetju TKK. Lepo in prestižno nagrado ste prijeli, pa me zanima, prihajate iz Soške doline, to je eden izmed najlepših slovenskih ali celo svetovnih biserov. Menite, da tudi okolje determinira poslovno pot, ali je ključnega pomena ali niti ni tako pomembno, kje dejansko podjetje deluje? Hvala lepa najprej za čestitke. Z veseljem jih bom predal svoji ekipi, ki je zelo zaslužna, da smo si uspeli to nagrado zaslužiti. Ja, vsekakor. Jaz sem prepričan, da je Zgornja Soška dolina determinira tudi uspehe podjetja. Namreč gre za enega iz Ljubljane, iz središča Slovenije, bolj oddaljenih krajev, težje dostopnega, še posebej v zimskih časih. Če se spomnite, je to okolje so prizadeli potresi, plazovi, močen veter, sneg in ljudje so se v teh koncih vedno znali znajti in se vedno znajo zanesti na sebe. V prvi vrsti. Preden je prišla pomoč od drugod, so se mogli znajti sami in to se nekako odraža tudi v poslovanju podjetja. Gre za ljudi, ki imajo vizijo, gre za ljudi, ki imajo
bi rekel, neko trmo, ki imajo željo po uspehu, ki so navajeni hudih časov, hudih prilik in verjamem, da je to botrovalo tudi dosedanjim uspehom podjetja TKK. Vaše podjetje deluje v tradicionalni panogi. Pa me zanima, kaj je bilo ključno pri razvoju od preprostega kopanja krede do podjetja, ki se danes ponaša s statusom enega vodilnih proizvajalcev gradbenih materialov v svojem segmentu v Evropi? Jaz bi rekel, da je podjetje prehodilo 5 ključnih mejnikov. Seveda, vse se je začelo s kopanjem krede, tako kot se vse velike zgodbe začnejo, se ponavadi z enim ali dvema posameznikom, ki začneta z neko dejavnostjo, tako je bilo tudi tukaj. Se pravi, ista entuzijasta. Tako, ja, in to se je začelo s kopanjem krede. Potem v 70-ih letih, oziroma v začetku 70-ih letih se je začela proizvodnja dodatkov za betone, kar že lahko poimenujemo kot industrijska proizvodnja. Nadaljevalo se je potem z uvedbo tesnilnih mas v proizvodnjo. Potem je prišla poliuretanska pena v 90-ih letih in pa bi rekel zadnji, največji mejnik je pa se zgodil leta 2013, ko je belgijska multinacionalka Sodal prevzela podjetje in omogočila nadaljnji razvoj. To je kar precej neverjetno, da vas je tako oddaljena država čokolade recimo, ali tudi evropske prestolnice opazila. Se spomnite tega ključnega trenutka, ko vas prepozna belgijski potencialni lastnik in vas zdaj ima celo v 100% lasti? Tudi država piva, da ne pozabimo. Točno, je res. Ja, mene takrat ni bilo v podjetju, tako da ne vem, iz prve roke poznam pa kar precej zgodb iz tistega obdobja. To poznavanje podjetij sega že v čase 80-ih let, ko je zdajšnji direktor Sodala in tudi takratni direktor Sodala bil član programa FARE, ki je v TKK-ju pomagal za uvedbo poliuretanske pene v proizvodnjo. Nenazadnje smo bili na trgu konkurenti, srečevali smo se na sejmih, srečevali smo se na raznih simpozijih, na raznih strokovnih prireditvah, tako da smo se dobro poznali. V tistem času je pa, kot sem izvedel, ključni moment, da je Sodal prevzel podjetje TKK, bil v tem, da so takratni lastniki zahtevali, da se 3 leta v podjetju ne odpušča oziroma ne zmanjšuje. Iz tega naslova sta odpadla 2 velika interesenta. Sodal je pa na svojo lastno pest to podaljšal na 5 let. In iz tega naslova je potem raslo tudi zaupanje in vse to se je več kot samo uresničilo. Se pravi, vlaganje v podjetje, vlaganje v rast in tako naprej. Ob večjih priložnostih se zelo iskreno zahvaljujete svojim lastnikom. Pa mi povejte, kakšen pa je ta odnos tujega lastnika do slovenskih zaposlenih? Zdi se kot zelo lepa simbioza. Ja, jaz sem v svoji poslovni poti zamenjal že 3 tuje lastnike. Prvi lastnik je bilo družinsko podjetje, drugi lastnik je bilo podjetje, ki je kotiralo na londonski borzi in sedaj sem zopet delujem v podjetju z družinskim lastnikom in z družinskim kapitalom. In moram povedati, da je ta zadnja opcija res, bi rekel, zelo prispeva k razvoju. Namreč v tej svoji karieri sem prepoznal, da predvsem družinska podjetja vlagajo v podjetja na dolgi rok. Se pravi, prednost pred kvartalnimi, polletnimi, morda tudi letnimi rezultati dajejo razvoju na daljše obdobje, na 5, morda tudi 10 let. In naš lastnik je pred 52 leti sam začel iz nič in danes je, kot bi rekel, sicer že v 81. letu, ampak še zmeraj zelo aktiven, dnevno vpleten v poslovanje podjetja, ki bo v naslednjem letu preseglo 1 milijardo evrov prihodka.
tisto, kar dela našo zgodbo, tudi tisto, kar dela našo zgodbo uspešno, je zaupanje, ki smo si ga pridobili z lastniki, da lahko res skupaj dolgoročno pripravljamo strategije in jih potem izvajamo. Ta simbioza je res tisto, kar je dobra osnova. In to zaupanje goji kar 275 zaposlenih v vašem podjetju. To ni nepomemben podatek, še bolj pomemben podatek pa je, kakšno visoko dodano vrednost na zaposlenega dosegate, pravzaprav presegate slovensko poprečno vrednost in dosegate pravzaprav že skoraj da evropske svetovne razsežnosti. Kakšen recept je za to, da se končno ta dodana vrednost, po kateri vsi težimo v slovenskem prostoru, doseže? Ja, poglejte, 275 sodelavcev je samo v Sloveniji, poleg tega nas je pa že 50 tudi v družbah v tujini. Mi imamo praktično danes že 6 družb v tujini: Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Bolgarija, Rusija in Turčija. V naslednjem letu odpiramo tudi družbo na Madžarskem. In v zadnjih 6 letih smo za skoraj 90 ljudi povečali število naših zaposlenih. Se pravi, rastemo. Kje je skrivnost dodane vrednosti v višini 73 000 evrov, kot jo dosegamo pri nas? Skrivnost je v tem, da tržimo svoj lasten končni izdelek pod svojim brandom. Se pravi, nismo del neke poddobaviteljske verige in smo na drugi strani imamo cel svet za tržišče. Prisotni smo na 68 trgih, na vseh 5 kontinentih. Največji kupec nam predstavlja 5%, se pravi zelo razpršena struktura, in delujemo v branži, ki neprestano raste. Vsaj 5% letno na svetovnem nivoju, mi pa rastemo tudi 3 do 4 krat hitreje, kot je rast v branži. Kako? Tako, da res naši zaposleni to počnejo s strastjo. To je tudi en izmed atributov, ki ga lahko pripišemo sodelavcem iz Zgornje Soške doline. Strast, predanost, predvsem pa mislim, da je naš ključ do uspeha to, da uspemo navezati pristne odnose z našimi kupci. In teh kupcev je preko 1000. V mnogih podjetjih se sprašujejo, iščejo rešitve, kako motivirati svoje zaposlene, kako jih pripraviti do tega, da tudi sodelujejo v procesu inoviranja. Inovacije so danes pravzaprav nekaj, kar je nujno potrebno za preboj, sploh v teh časih pandemije. Kako to vi počnete v vašem podjetju? S kakšnimi metodami, s kakšnimi orodji? Jih kopirate od Belgijcev? Seveda, smo vedno na preži. Vse, kar je dobro, vzamemo, predelamo in uporabimo sami. Predvsem gre pa za več vrst inovacij. Sva že omenila, da delujemo v tradicionalni branži, kjer se neke prebojne momenti zgodijo na vsakih 30-50 let morda. Gre pa za druge vrste inovacij. Mi imamo tudi svoj razvojni oddelek, ki je ravno sedaj v postopku, oziroma smo v postopku, kjer bomo najbrž patentirali 2 nova izdelka in en nov tehnološki proces. Smo tudi zelo inovativni pri vstopu na trg. Smo v sodelovanju z agencijami tudi zelo inovativni pri enostavnosti za naše uporabnike pri izbiri naših izdelkov in pri uporabi. Kako to delamo? Zastavljamo si visoke cilje, včasih tudi sanjamo. Zelo radi spodbujamo ljudi, prepoznamo potenciale v njih in jim damo možnost, takoj jim damo možnost napredovanja, jim damo možnost da prevzamejo nove odgovornosti. Neprestano iščemo mlade ljudi. Sem vesel, da se tudi dotok ljudi izven doline v naše podjetje povečuje, se pravi, postajamo zanimivi tudi za ljudi, ki prihajajo iz doline. In vse to pa počnemo na način, da si zelo zaupamo med sabo.
ne gledamo za sabo in nas ne skrbi, kdo je za hrbtom in kaj nam bo kdo za hrbtom naredil. Skratka, svojo energijo usmerjamo v to, da gradimo svoje medsebojne odnose, povečujemo samo iniciativnost med ljudmi. Je pa to proces, ki se seveda začne na vrhu in se potem širi navzdol po celi hierarhiji, in jaz sem vesel, da nas je v podjetju zdaj že res velika večina takih, ki to podpiramo, ne samo podpiramo, omogočamo, ampak tudi udejanjamo. Gospod Lozar, sanjajte še naprej velike sanje. Srčno rada bi vam segla v roke, ampak zaradi okoliščin se to ne sme. Ampak vam iskreno čestitam vam in vsem v vašem podjetju in lepo pozdravite vse v Stoški dolini. Srečno. Ostanite zdravi. Hvala lepa, tudi vi. In z veseljem bom predal pozdrave svojim sodelavcem.